Dobrodošli na predstavitveni minuti za slovenščino. Aktiv slovenistk sestavljamo Marija Palovšnik, Nada Legat, Tina Mulec in Barbara Leban. V okviru predmeta se dogaja Cankarjevo tekmovanje, gimnazijski teater, dramski festival in ITS. Ja, jaz sem Jan Čelesnik iz 2.A razreda in se tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje vsako leto udeležim že od 2. razreda osnovne šole naprej. Tekmovalci vedno tekmujemo v pisanju eseja na temo prebrane knjige, predtem pa na pripravah z mentorico iščemo ključne teme in motive te prebrane knjige, se sprašujemo o okoliščinah njenega nastanka, dodatni literaturi in vsem ostalem, kar je potrebno potem vključiti v svoj esej. Sam vseeno verjamem, da bistvo tekmovanja ni suhoparno naštevanje podatkov o prebrani literaturi, ampak ustvarjalno izražanje svojega mnenja s pisanjem, kar je pa zelo koristno tudi kasneje za življenje. Sem Krištof Maričušin, 4.A in sodelujem v gimnazijskem teatru že 4 leta. Z gledališčem sem se ukvarjal še preden sem prišel na gimnazijo, tukaj na gimnaziji pa z dramsko skupino pridobivam nove izkušnje in spoznavam gledališče, ki ga predtem še nisem poznal. Gledališka skupina na gimnaziji Jesenice je nekaj, kjer se zmeraj nekaj dogaja in vsak let pripravimo nekaj novega. Prvi 2 leti smo igrali skupaj s profesorji in z njimi naredili 2 res dobri igri. Ko smo vadili, so nam velikokrat tudi povedali, da vejo zdaj, kako se mi počutimo med spraševanjem. Naslednje let je bil pri nas Vid Klemenc, priznan gledališki igralec, ki nas je popeljal v nove gledališke vode in nam pokazal, da gledališče skoraj da nima mej. Letos pa se spopadamo s predstavo preko Zooma in čeprav je to velika ovira, je naša skupina trdno odločena, da nas nič ne bo ustavilo. Skozi vsa ta leta sem pa pridobil veliko znanja, ki mi bo zdaj pomagal pri mojih nadaljnjih gledališki karieri. No, jaz sem Natalija in sem dijakinja 4.B razreda. Zdaj, kar se tiče dramskega festivala, to je edinstvena prireditev na naši gimnaziji. Vsako leto je razpisana določena tema, po kateri vsak razred naredi zase eno svojo novo predstavo, ali čisto res na novo se izmisli, ali pa pač prevzame in potem nekaj naredi že z ene obstoječe predstave. Pa navadi je tako, da 2 dni v februarju se potem vzamemo, da predstavimo svoje predstave v gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Moram reči, da gre za to, da narediš predstavo res ogromno dela, ogromno časa, veliko se treba meniti, ampak je na koncu res vredno, ker je to ena najlepših izkušenj. Meni osebno je ta čas, ko je dramski festival na naši gimnaziji, najljubši čas v letu. Potem pač na koncu tega tudi podelimo razna priznanja. Vsako leto nas obiščejo znani slovenski gledališčniki, recimo lansko leto nas je obiskal Jaša Jamnik. Ampak bistvo vsega tega festivala niso vsa ta priznanja za najboljšega igralca, igralko, predstavo in tako naprej, ampak je to, da se razred poveže kot skupina, da se bolj spoznamo, da pridobimo nove izkušnje in da razvijamo te svoje talente, ki jih imamo. Tako da ja, zelo taka fetna izkušnja. Jaz sem pa Janez Cerkovnik, zdaj sem 2.B in smo se lani tudi z mojim razredom udeležili tega dramskega festivala in moram reči, da je to zelo lepa izkušnja, še sploh, ker se mi nismo tukaj poznali, smo se na koncu vsega tega res zbližali pa bolj povezali. Veliko dela se v to vloži, vmes se tudi kdaj skregamo in je tudi tle malo treba reševati konflikte, kar pa pride prav v življenju zmeraj. Fajn mi je, ker ni nujno, tudi če nisi za na oder, je za vse dosti za delati, lahko si lučkar, lahko vrtiš muziko, lahko delaš sceno, sprav scenograf. Jaz sam sem lani nastopal kot stranski igralec in pa s harmoniko. Sem David Andonov. V 2. letniku imamo dijaki ITS. To je sklop 3 predmetov angleščine, slovenščine in likovne umetnosti, kjer ustvarjamo svoj časopis, od naslovnice do tiskanja. Delamo v skupini, smo lahko zelo ustvarjalni in na koncu zato dobimo oceno. Jaz sem Julija. Živijo, jaz sem Karin. Obiskujeva 1.B letnik, s prehodom na gimnazijo se pouk slovenščine nekoliko spremeni. Osnovna šola se na začetku hitro ponovi, nato pa nadgrajuje. Pri urah književnosti literarna dela spoznamo po obdobjih, sistematično jih razčlenimo, da spoznamo njihove namene, okoliščine nastanka in sporočila in tako naprej.
Z literarnimi deli se ne srečamo le pri pouku, imamo tudi domača branja, beremo svetovno znana dela, ki so bila pomembna tako v preteklosti, kot so pomembna danes. Najprej jih preberemo sami, nato se pa o njih pogovarjamo še pri pouku. Praviloma nas letno čakajo 3 pisne in 3 ustne ocene ter 2 spisa. Na ocenjevanje se dobro pripravljamo, snov ponovimo in tudi profesorji so nam na razpolago za dodatne razlage. Spise pišemo v povezavi z deli, ki smo jih dobro spoznali pri pouku in domačem branju. Pri urah slovnice se snovi za osnovne šole ponovi in delo nadgradi. Učimo se pravopis, zgodovino slovenščine in različne oblike besedil. Značilnosti svojega jezika spoznamo na primerih in ga tudi sami raziskujemo, tako se na zanimiv način spoznamo tudi z nekoliko težjimi temami. Profesorica nam ure popestri z zanimivimi razlagami, zabavnimi prosojnicami in nas redno vključuje v sodelovanje pri urah. Velikokrat pouk ne poteka v obliki samih predavanj, temveč pogovorov, diskusij in skupinskega dela. Tako si dijaki lažje in hitreje zapomnimo pomembne informacije, kar nam kasneje pomaga pri ustnem in pisnem ocenjevanju.